tem poroknem dopolnevu. Mi se bomo potrudili, da vam ga bomo naredili čim bolj takega optimističnega. Pa predlagam, da začnemo tako v bolj domačem vzdušju, ne bomo preveč formalni, če se strinjata. Tukaj med nami pozdravljam doktorja Janeza Bogataja. Verjamem, da je to dovolj. Ni treba še nadaljevati z vsemi pridevniki. Potem je... Še je dobro. Hranom aparatom Adler. In je tudi poznavalec. Pozdravljam tudi direktorja založbe družine Toneta Rodeta. Med nami je tudi oblikovalec te knjige, gospod Edi Berg. Brez njega ne vem, če bi mi danes tukaj sedeli, tako nas je skozi držal v enem ritmu. Kot smo že zapisali vabilo, bomo danes predstavili knjigo, jaz bi rekla kulinarična knjiga, ne samo kuharska, ker je več kot samo knjiga receptov z naslovom Abeceda okusov Slovenije. Ideja se je porajala gospodu Janezu Bogataju. Mi v založbi pa smo, potem ko jo je predstavil našemu direktorju, tudi z veseljem sprejeli. Vse kot je dejal gospod Bogataj, z jedmi in pijačami, njihovimi načini priprave, živili, ki jih pri tem uporabljamo, lahko spoznavamo način življenja posameznikov, družin, skupnosti, ne nazadnje držav in regij v celoti. Zato predstavlja gastronomija v današnjem času enega od temeljnih motivov potujočega človeštva in njegovih turističnih prizadevanj. Gospod Bogataj, pa dajem besedo vam. Ne bo direktor to prvo. Če dovolj že pozdravčam, jaz sem vam druge vloge tukaj, kot pa to, da uvodoma dejansko vse prav lepo pozdravim. Predvsem pa doktor Janeza Bogataja, zelo sem vesel in ponosen, da smo se našli in jaz upam, da je to eden izmed več projektov, ki jih načrtujemo. Oboji, tudi založba družina, ima močen posluh za slovensko kulturno dediščino. Trudimo se na različnih področjih, da bi to ohranjali in tudi promovirali v svetu. In zato je ta knjiga išla ne samo v slovenščini, ampak tudi v angleščini. Upam, da bo gospa Melania kmalu dobila tudi svoj izvod. Poslali smo ji ga že. Upam, da bo knjiga dostopna po Amazonu in po vseh potrebnih sredstvih nakupovanja in promocije. Premalo smo ponosni na svojo kulturno dediščino. Dr. Bogataj nam tukaj izjemno pomaga že desetletja, da ponovno odkrivamo, kdo smo in kaj pomeni vse, kar smo prijeli iz preteklih generacij, iz generacij pred nami. Upam, da bomo v tej prenovljeni, zapakirano, lepo oblikovani in dobro zasnovani kuharci, nenazadnje z izjemnimi recepti, izbrani izpod roke gospoda Bogataja, lahko tudi to posredovali svetu. In upam, da bomo še kaj skupaj naredili. Tako da še enkrat skupaj tako. Hvala vam za vašo prisotnost. Zelo smo veseli, da ste tukaj, predvsem pa bomo zdaj poslušali gospoda Bogataja. Ja, lep dober dan, še z moje strani. Najprej bi se rad zahvalil založbi, da je imela posluh za ta projekt. Živimo v eni državi, kjer je vedno težje izdajati knjigo, pa vedno lažje izdati knjigo, ki se prevede iz enega od tujih jezikov. Druga stvar, ki je pozitivna pri tem sodelovanju, je ta, da gospod direktor in urednica nista imela od samega začetka nobenega pomisleka, ko sem predlagal, da bi knjigo prevedli tudi v enega od drugih jezikov. Menim, da je to zelo pomembno. Mi imamo polna usta in govoričimo, kako pomembna je promocija naše države. Potem v svetu se danes močno razvija tako imenovana gastronomska ali kulinarična diplomacija, kot je nam posebna dejavnost diplomatskega področja, ki nima zgolj promotivni učinek, ampak tudi ekonomski. V Sloveniji seveda tukaj nismo niti do črke A še prišli. Tako da sem bil zelo vesel, da je vzporedno slovensko izdaja išla tudi izdaja v angleškem jeziku. In bom mogoče o tej angleški izdaji najprej nekaj povedal. Posebnost te izdaje je,
da so vse jedi najprej napisane v slovenskem jeziku. Potem je v oklepaju za angleškega bralca napisana fonetična izgovorjava, šele potem pa pride prevod v angleščini. Zakaj sem se odločil za to varianto? Zaradi tega, ker mislim, da to je edina prava pot. In ta ukrep, bi rekel, ali pa ta odločitev naravnost pada v zdaj aktualne diskusije o ogroženosti slovenščine, vizavi angleščine in tako naprej. Skratka, mi se moramo v prihodnje prizadevati, da bo vsak, ki bo prišel iz drugih kulturnih okolij v naš prostor ali pa se seznanil z njim, da bo spoznal tudi originalno besedišče z kulinaričnega področja, tudi glede na to, da je pač to vezano na to knjigo. No, zdaj, če se vrnem nazaj k knjigi kot taki. Po mojih evidencah ni prav veliko knjig, ki bi kulinarično abecedo neke države predstavljale. Poznam primer Italije, ki je mogoče zelo ilustrativen. Italijani so izdali nekaj podobnega, ampak veliko bolj skromno od nas. To je v bistvu en prospekt, ki je bila glavna publikacija na svetovni razstavi Expo v Milanu. Namreč za osvežitev spominja ne povem, da je ta razstava bila posvečena hrani. Zdaj ne bom se spuščal to, kako se je Slovenija tam predstavljala, ampak dejstvo je, da Italijani recimo so imeli tako publikacijo. Zato sem vesel, da tudi naša Slovenija zdaj na svetovni zemljevid vstopa s to abecedo. Seveda, ko sem to knjigo začel pripravljati, sem imel takoj velike težave, ker sem ugotovil, da za vsako črko abecede imamo več jedi. In kako zdaj ta zaplet rešiti. In pa sem se odločil, da izberem eno od jedi, tista, ki je mogoče najbolj karakteristična, vse ostale pa navedem v zaporedju, na prvi strani. In točno tako je tudi v knjigi narejeno in oblikovalec seveda je to zelo dobro rešil. Skratka, imamo rdečo nit, za vsako črko abecede eno jed, ostale jedi, ki se začenjajo s tisto črko, so pa pač navedene v enem zaporedju. Tako da ne more noben očitati, češ, ja, zakaj pa ni to in tako naprej. Skratka, je pa ta izbor bil moj, se pravi, presodil sem, katera jed je tista, ki je mogoče najbolj karakteristična za nas. Jasno, da sem podkdal krajinsko klobasko, ne pa kaj drugega. Potem še ena zadeva, ki je mogoče tudi novost. Vse tiste jedi, za katere imamo zaščiteno geografsko poreklo ali pa tradicionalno poimenovanje pri Evropski uniji, smo označili z znakom. Veste, da sta to dva znaka, dveh barv in mi se zelo mačehovsko obnašamo do teh stvari. Se spominjam, ko sem bil lani recimo na enem strokovnem srečanju v Bordeauxu v Franciji in so nas potem povabili na slavnostno večerjo, je bila cela dvorana opremljena s temi znaki, za tista živila seveda, ki so te znake imela. Mi imamo zdaj teh znakov že 26, če se ne motim, v Sloveniji, tako da smo vse tiste jedi, ki ta znak upravičeno veliko nosijo ali pa se pripravljajo z živilom, ki nosi ta znak, tudi ustrezno označili. Ne toliko za informiranje veliko tujih bralcev, ampak tudi za dvig samozavesti domačih, ki včasih še vedno jadikujejo, češ, kaj bo, pa mi se naša hrana, pa ni nič posebnega in tako naprej. Naslednja stvar, ki se mi zdi, da je potrebno izpostaviti, je ta, da je vsaka jed predstavljena po enotnem principu. Najprej je naziv te jedi, potem je zgodba o jedi, potem pa fotografija, seveda fotografije je prispeval Tomo Jeseničnik, odstopila nam jih je pa Slovenska turistična organizacija.
No in potem na koncu še sam recept. Ne. Zdaj, zgodbe o jedeh, zakaj je to pomembno? Danes je premalo, če bomo mi rekli, a boš jedel cvrčo, recimo, ne? Ampak moraš o tej cvrči tudi nekaj vedeti. Ko sem lani za Turizem Ljubljana delal eno analizo po starem mestnem jedru, sem se prav zabaval. No? Pravzaprav sem bil kar malo zamorjen, nisem se zabaval. Ker skoraj nihče od natakarjev ni vedel nobeni značilni ljubljanski jedi nič povedati, pa ima kaj v roko za povedati. Ne? To se pravi, mi delamo po enem totalnem avtomatizmu, a ne, ta poklic natakarja in kuharja, vemo, da je že kar precej degradiran, ne? In mislim, da ima ta knjiga tudi z tega zornega kota nek pedagoški značaj, ne? Ker konec koncev vsaka knjiga pravzaprav ima pedagoški značaj tudi, ne? Ta pa še toliko bolj. Ne? Bom zelo vesel, ne? Če bo nabor teh jedi služil tudi državi kot taki, ne, za njeno promocijo, če bodo razni dogodki, prireditve, promocije, zlasti v tujini, temeljile na določenih jedeh iz tega izbora, ne, in ne bo treba se zatekati tistemu znamenitemu stavku, ki ga zlasti državni uradniki in uradnice pogostokrat izražajo, češ, dejmo nekaj drugega, zakaj pa zmeraj samo to, a bodo spet naše potice, a bo spet naša klobasa in tako naprej. To poslušam že dolgo časa, ne? A bi nekaj drugega, nekaj novega in tako naprej. To je osnova, kar je tukaj noter, in na tej osnovi seveda treba pa graditi sodobno pojavnost. Ne? Seveda pojavnost, ki je razpoznavna, ki ohranja identiteto ali istovetnost določene jedi. Če mi jabolčni zavitek ali štrudel damo v mešalnik in iz tega naredimo kašo in rečemo, to je pa štrudel, oprostite, to ni štrudel več. Ne? To je neka kašasta jed, za katero bi si morali izmisliti neko novo ime. Ne? To se pravi, ohranjamo istovetnost določene jedi, vendar jo ponujamo in uživamo v njenih okusih na drugačen način, ne? Tako kot veleva današnji čas na področju gastronomije in kulinarike. Dobro, to mogoče za uvod. Sploh, ker imamo mi, naše bogatstvo Slovenije v bistvu je v tej lokalni in regionalni raznolikosti. Tako. Ja, to ste dobro povedala. Ne? Regionalne in lokalne kulture so na področju gastronomije seveda, pa ne samo na tem področju, tudi na drugih kulturnih področjih, so jedro svetovnega, še bolj pa evropskega prizadevanja.